Lepo pozdravljeni v novem soočenju SBC-ja, Kluba slovenskih podjetnikov. Tudi tokrat smo se odločili za temo, ki je izjemno pomembna za Evropsko unijo, za Evropo, praktično pa za ves svet. Pa bom drugače začel kot ponavadi. Kdo izmed vas ne uporablja, telefona, ne prižge radia ali pa televizije, se ne pelje z avtom ali pa potniškim javnim prevozom, kamorkoli gre, na primer v službo ali pa po opravkih. Ja, energetika, energija, to je nekaj, kar uporabljamo vsi. Ampak se začnemo o tem pogovarjati in se tega zavedati šele, ko pride do česa nepredvidljivega. Naprimer, vojna v Ukrajini, ko smo kar naenkrat začeli govoriti, kako je Evropska unija odvisna od ruskega plina. Potem je tukaj nafta, ko države OPEC-a odločijo, kakšna bo cena, in se seveda v Sloveniji, pa tudi v Evropski uniji pogovarjamo, kakšne bodo cene za naše kmete, pa tudi nas, voznike. Skratka, energetika ali pa energija, kar vam je seveda ljubše, je tema današnjega pogovora, današnjega soočenja. En lep pozdrav vsem štirim, ki ste danes prišli. Pa morda začnemo kar pri vas. Mojca Erjavec iz Nove Slovenije, Franc Bogovič iz SLS-a, Aleksandra Vasiljevič iz SD-ja in pa Uroš Macerelj iz Vesne. Zdaj bom takole vprašal. Kdo od vas meni, da bi morali o energetiki govoriti veliko prej kot šele zadnje čase, ko smo ugotovili, da smo od ruskega plina bolj odvisni, kot smo si to priznavali? Morda kar aktualni evropski poslanec. Ja, koliko ste se o tem pogovarjali pred letom ruske invazije v Ukrajino? Pa zdaj pustiva Krim primeru, takrat smo jim pogledali čez prste in se nismo ukvarjali z njihovim plinom, kajti Severni tok je bil še močno aktualen. Ja, lep dober dan. Kot župan Krškega, 98 leta sem bil izvoljen prvič, 13 let sem bil župan, sem se zelo veliko ukvarjal z energetiko. Bil sem tudi podpredsednik Evropskega združenja mest, ki imajo jedrske objekte, vse tam od leta 2001 do 2008. Spoznal takrat tudi zapiranje jedrskih elektrarn v Nemčiji, ko enostavno ni bilo odgovora, zakaj jih zapirajo, ampak zato, ker se je politika tako odločila. Danes vidimo tudi ceno tega zapiranja. Prav tako sem bil župan v Posavju, kjer smo v tem času zgradili 5 hidroelektrarn. 5% električne energije, zelene, obnovljive, je zdaj na osnovi teh elektrarn. Tudi protipoplavna zaščita je narejena, uporaba vode za kmetijske namene, izgrajena infrastruktura. Tako da z energetiko sem se zelo veliko ukvarjal in resnici na ljubo, tudi ko sem prišel leta 2014 v Evropski parlament, sem relativno hitro ugotovil, da se, kot ste pravilno postavili tezo, da mnogi ljudi energetika ne zanima in da v bistvu razumejo velikokrat energijo ali pa električno energijo tako, da je v vtičnici, v steni in da je marsikaj potrebnega, takšni sistemi delujejo. Tako da tudi v Evropskem parlamentu, takrat recimo jedrska energija je bila tabu tema, danes je dobila tudi moje poročilo, dobilo 2/3 podporo in se zavedamo, da je potrebno pravzaprav vse vire, ki so nizkoogljični, poiskati, tudi na nek način slediti to, kar neko okolje ponuja. Pri nas je podobno kot v Skandinaviji veliko lesne biomase, tudi to je nek vir, ki lahko pride zelo prav. Na Severnem morju lahko izkoriščajo veter, v našem pasu pa Sredozemlju več sonca, tako da zdaj je pa energija resnično in pa energetika top tema in tudi v Evropskem parlamentu se v prvem mandatu sploh ni govorilo o varnosti. Sled teh dogodkov, ki ste jih omenili, COVID, vojna, pa zdaj zelo veliko govorimo o prehranski varnosti, energetski varnosti in o tej teritorialni varnosti. Tako da o energetiki, energiji je treba več govoriti in verjamem, da bomo v Sloveniji tudi po evropskih volitvah, ko se bomo pripravljali neki referendum o gradnji JEK2. Tako, prav gotovo, jeseni nas čaka namreč nov referendum prav o tej izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Zdaj smo končno dobili tudi neke ocene, koliko nas bo to stalo, seveda brez virov financiranja, pa seveda brez inflacije in sam bi dodal tudi brez korupcije, s tem imamo v Sloveniji vedno veliko težav, ampak smo zdaj pri številki 15,4 milijarde evrov. Ali je kdo od vas štirih proti izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško? Ja, v Vesni smo ne proti jedrski energiji, ampak proti izgradnji drugega bloka na način, na kakršen so se tega lotili. Ne moremo se pač izogniti občutku in dejstvu, v bistvu, da je postopek isti, kot je bil pri Tešu, kot je bil pri Magni,
gre za nek postopek izsiljevanja, nek izsiljenih dejstev, pravzaprav, da se porabljajo ogromna sredstva, milijoni v bistvu, za to, da se ljudi prepriča v to, da bomo brez nove jedrske elektrarne, da bojo luči ugasle. In da se gre za neko politiko zastraševanja. Na drugi strani, zato je bilo porabljenih že veliko denarja in se še vedno porabljajo. Na drugi strani se pravzaprav onemogoča na glas povedati alternative in na glas povedati možnosti, ki obstajajo tudi plan B, brez jedrske energije, samo z obnovljivimi viri, kar je možno, ampak za to opcijo je bilo uporabljenih nič evrov proračuna in seveda danes imeti referendum s temi podatki in v takem stanju, bom rekel, PR-a, ki izključno gre samo v eno stran, je seveda preuranjeno. Odločati o jedrski elektrarni v ta trenutek, ko nimamo ključnih podatkov, vsaj v 3 stvarih. Ne? Eno je seveda cena, ti podatki, ki so prišli, so še vedno razpon v milijardah. Ne? In lahko zelo varirajo. In če gledamo primere vseh gradenj zadnjih let po svetu, vse gradnje so bistveno dražje od tistega, kar je bilo prvotno načrtovano in se potegnejo dosti dlje, kot se pa prvotno načrtuje. Razen v Združenih arabskih emiratih, kjer so pa izjemno učinkoviti, a ne, tam korupcija očitno ni na takšnem nivoju kot kje druge. Drži. Je pa res v Angliji, na primer, se pa ta cena resno povišuje. Ja, lahko date odgovor in potem bomo seveda šli naprej. Če mi je dovoljena replika na to. Kot sem že delal, več kot 20 let že to spremljam. Zeleni so najprej govorili, da je to velika nevarnost, ko so od tu končali te argumentacije, problem, da ni rešitev z odpadki, tudi to smo v Krškem rešili in najbolj so bili proti zeleni, zdaj govorijo o dolgotrajnih postopkih in pa o tej ceni. Res je, da so bili te gradnje Flamanville in pa tudi na Finskem Olkiluoto dolge in da so bile to v bistvu gradnje v času, ko je v Evropi bila na nek način zapora gradnji jedrskih elektrarn in so tudi te industrije tudi s temi dolgimi gradnjami ohranjale to industrijo nekje pri živem. Zdaj imamo primere, kot je že kolega voditelj omenil, tako v Združenih arabskih emiratih in govorimo o 3 ponudnikih, ZDA, Westinghouse in ostali, govorimo o Francozih in pa o Južnih Korejcih. Znane so cene tako na Poljskem, Emiratih in tudi pri nas. Tudi pri nas so neke ocene. Razpon je velik, zato ker govorimo enkrat o 1000 megavatih, enkrat o 1650, zato je ta razpon. In tudi izkušnje, ki jih imamo mi pri nas, pri rabi jedrske energije so zelo jasne, kar se tiče varnosti in kar se tiče tudi cen. Cena je v veliki meri odvisna od financiranja, zato je tudi v Evropskem parlamentu zdaj bilo doseženo in na Evropski komisiji, da je v okviru taksonomije, se pravi kot zelen vir, tudi pri aktu o neto ničelni industriji je jedrska energija v celoti zdaj povzeta, kar omogoča poceni financiranje in pa tudi državne garancije. Tudi nobenega državnega denarja bilo rabljenega do zdaj, niti za študije, niti za investicijo ni predvideno. Mimogrede v Sloveniji je klub podjetnikov, ki so nosilci energetsko intenzivnih podjetij, pripravljen investirati v to elektrarno, podobno kot financirajo na Finskem. In to je zame najboljša protikorupcijska varovalka. Tako da jaz bi bil zelo previden tudi pri tem, kako lahko z obnovljivimi viri zagotovimo. Ja, jaz vedno govorim o principu in, se pravi voda, sonce, veter, jedrska energija, biomasa. Če pa bom brez jedrske energije ob zapiranju Teša, pa bomo definitivno ugasli industrijo v Sloveniji. In številke so zelo jasne, tako da jaz mislim, da je kar potrebno pri energetiki uporabljati številke, teravate, megavate in če imamo danes 13 teravatnih ur proizvedene, približno porabljene energije, še malce več,
umaknemo tiste 4 iz Šoštanja. Enostavno vsak strokovnjak energetski ti pove, da enostavno, če želimo imeti industrijo, če želimo imeti tudi elektromobilnost, ogrevanje na toplotne črpalke, rabimo več energije. Ocena je, da bo padec porabe energije v Evropi do 2050 tam nekje za 30% in skoraj podvojitev porabe električne energije. Zato so te pavšalne ocene, ki jih poslušamo že 20 let, mogoče neumestne. In je prav, da se posluša strokovnjake, ki zdaj razlagajo, kaj je iza tega projekta. Samo kratka replika, pa potem kolegicama, zato smo jih tudi povabili. Te isti strokovnjaki so nas te iste besede prepričevali pri Tešu. Oprostite, to so bili v Tešu, to so pa jedrski iz našega okolja, ki so gradili tudi hidroelektrarne, pa vas niso nikjer. Gospod Bogovič, jaz vam nisem skočil besedo. Pa ste imeli kar nekaj časa. Z istim besedami, z istim prepričevanjem, kako bo vse ok, kako bomo imeli poceni energijo in kako bo to vir energije, ki bo stabilen in kako to nujno rabimo. Pri Tešu, pri Magni, ko kapital hoče nekaj speljati, potem spelje pač na tak način. Ampak gospod, samo pod vprašanje, ampak ko pa imamo jedrsko elektrarno Krško, to hočem reči, tukaj pa lahko dokažemo, da vendarle ta je nujna, da se cena energije za to ne dviguje, ne? In ta primer, sicer v drugi državi, nam vendarle kaže, da to je neka stabilnost, ki jo potrebujemo. Ne? Drži, mi jedrska država smo najmanjša, ki ima jedrsko energijo in jo bomo še dolgo let imeli. In jo bomo verjetno še enkrat podaljšali rok, kar pomeni, da je ok. Ampak ta trenutek mi moramo nadoknaditi tisto, kar se nam bo naredilo v Tešu. In ta trenutek tega ne bomo nadoknadili za novo jedrsko elektrarno, ampak z obnovljivimi viri. In v te treba vlagati, ker so bistveno cenejši od jedrske energije. Ta trenutek je najcenejša energija jedrska energija. In daleč od tega, da smo s to jedrsko energijo samooskrbni, nimamo lastne tehnologije, nimamo lastnega urana. Daleč od tega, da smo varni v primeru, da nam to zagotavlja neko stabilnost. Nobene stabilnosti nam ne zagotavlja, ker v času krize, v času vojn, karkoli, je to, bom rekel, kot bi sedel na tempirani bombi. Danes gledamo, da se pač napada jedrsko elektrarno. Ja, največja v Evropi. Se jo napada in če samo dodam, jaz mislim, da poznavalec tega problema je v parlamentu na izredni seji pač povedal, da ne obstaja jedrska elektrarna, ki bi bila varna za teroristični napad. Ne obstaja. In to je dejstvo. In mi se moramo pogovarjati eno o ceni, drugo o varnosti in tretje, kaj to pomeni za naslednje generacije, ker jim vse puščamo. Gremo naprej, morda najprej k Aleksandri Vasiljevič. SD je stranka, ki je zdaj v koaliciji, bila pa je v koaliciji tudi, ko smo, to pa je res, in takrat sem tudi sam novinar, za T6 poslušali same superlative. Vemo, kako je bilo na koncu, kakšna je bila cena o stotinah milijonov evrov, ki so izginili pri korupciji in da ga bomo zdaj do leta 2033 zaprli, pa že zdaj dela milijonske minuse na leto. Ali ima politika res to, da rečem, poslanstvo, da prebivalke in prebivalce prepriča, sploh SD tukaj, ne? Da reče, ja, jedrska elektrarna je nujna, to bo dobra odločitev, to bomo dobro peljali? Razumem, zakaj je to vprašanje. Ker mora biti, ne? Ja. Tako, nenazadnje prihajam tudi iz Šaleške doline, na kar sem zelo ponosna, ampak ko govorimo o T6 in takrat, ko so se pogovarjali in še sama nisem bila politično aktivna, so to zagovarjali, da je to dobra rešitev. 1,2 milijardi za 600 megavatnih ur, pa danes primerjamo z izgradnjo JEK-a 15 milijard za 1200 do 1500 megavatnih ur. Je potrebno zaupanje v stroko, kakor tudi v politiko, kar pomeni, da mora stroka in politika, da morate sodelovati z roko v roki. In ko govorimo o energiji ali pa prihodnosti energije ali pa energetike, tako v Sloveniji kot v Evropi in širše v svetu, je potrebno, pa bom to uporabila od kolega, je potrebno poštevati načelo in. Samo na obnovljivih virih energije Evropa kot takšna ne bo vzdržala, ali pa, da rečem drugače, sistem ne bo vzdržen, ne bo varen, ne bo stabilen. Zato potrebujemo JEK2. Res pa je, da smo se mnogo prepozno začeli pogovarjati o izgradnji JEK2, namreč kaj pa bomo do 2040, ko se dejansko naj bi zgradil JEK2.
Mojca Erjavec, v Novi Sloveniji seveda zagovarjate izgradnjo JEK2, ampak je pa to tudi dobro vprašanje. 2033 bo dan ali pa ne vem, morda leto kasneje, če nam bo to uspelo, da te 6 zapremo. Vemo, da smo letos imeli remont tako v jedrski elektrarni kot tudi v Tešu, pa smo videli, kaj to pomeni za proizvodnjo lastne elektrike. Kaj bomo počeli teh 7-8 let, pa sam sem zelo optimistično rekel, ker močno dvomim, da zdaj nam še nobene stvari v Sloveniji ni uspelo zgraditi do datuma, ki smo ga slišali ob začetku, to moramo biti tudi iskreni. 2040 je daleč, morda celo predaleč, ne? Ja, predvsem moramo pogledati, kje smo in zaustaviti ta vlak, ki brzi v zeleni prepad. Evropska unija je žrtev teh pritiskov, pod katerimi se je vlak zasukal zelo v smeri tega zelenega prehoda, ki je po našem mnenju nerazumen. Mi mislimo, da je potrebno vzpostaviti oziroma nadaljevati s tistimi tehnologijami, ki nam zagotavljajo stabilnost, predvidljivost, vzdržnost in pa tudi neko trajnostnost, kar se tiče stroškov. Veste, srednji sloj je tisti, ki plačuje te zelene politike. In mi ne govorimo, da tega ne smemo imeti. Seveda, potrebujemo prehod do leta recimo 2050, kar si je zadala Evropska unija. Ne pa pobezljati v ta zeleni prepad. In zaradi tega zagovarjamo en energetski miks, ki, z pogledom na izgradnjo JEK2, ki pa vso količino energije, ki jo pridobivamo iz obnovljivih virov, zanjo trenutno še vedno potrebujemo nek nadomestek, neko rezervo, ker nikoli ne vemo, kdaj te energije ne bomo več mogli pridobivati. Tudi cene, ki velikokrat slišimo, kako so paneli poceni, imajo veliko skritih stroškov, da ne govorimo o tem, da omrežje ni pripravljeno na sprejemanje in na hranjenje takšnih količin energije iz obnovljivih virov. No in tukaj je na primer dobro pod vprašanje, ko pa začnejo elektrodistributerji ali pa država govoriti, da bo treba pa več plačati za omrežnino, pa politiki ponavadi, sploh če so v opoziciji, takoj skočijo, češ, poglejte, koliko bomo spet to plačevali. Ampak če ne vlagamo 5, 10, 15 let, česar ne delamo v omrežje, je malce hecno zdaj reči, poglejte, se naše omrežje za to ni pripravljeno. Zato ponavljam tudi vprašanje od 2033 do 2040, kaj bomo počeli? Mi ne zagovarjamo v Novi Sloveniji prehitrih prehodov. Torej, še vedno bomo verjetno potrebovali nekaj časa plin, zagovarjamo hidroenergijo, Slovenija je bogata, in tudi tisto, kar že imamo, torej biomaso. Tako da nek trajnostni, vzdržen miks, ki ne bo pretirano obremenil potrošnika. Pa bo dovolj to? Mi verjamemo, da je, seveda pa je potrebno tudi uporabljati inovacije, nove tehnologije, kjer pa imamo v Evropi še nekaj znanja, ki ga mogoče nismo dovolj razvijali v zadnjih letih. Glejte, energetika ni tako, kot bi kupoval avtomobil, da ga kupiš za 5 let. V energetiki se planira in načrtuje na desetletja naprej. Slovenci imamo danes stabilen energetski sistem zaradi modrih ljudi v 70 letih, ki so ga postavili. Naša odgovornost je, da ga postavljamo odgovornega za naprej. Kako zapolniti ta leta? Zagotovo, kot je kolegica že dejala, plin je tudi bil v taksonomiji, ki smo ga sprejemali v Evropskem parlamentu, kot vir energije, ki je dovoljen za ta prehod v nizkoogljično družbo, in zagotovo bo plin igral en pomemben del v tej vlogi notri. Drugo, kar je pomembno, je to, da se je v Evropi zgradil ta trg energije in smo v bistvu tudi v zadnji direktivi o trgovanju z električno energijo se prisega na dolgoročne pogodbe in pa tudi na vlaganje v energetske objekte. To, kot sem že omenil, da bi naša industrija lahko vlagala. Tako da jaz se ne bojim, da ta prehod ni možen, moramo se pa danes odločiti. To, da vedno vidimo strahove za 10 let naprej, potem mencamo na mesto to, kar delamo danes, in to je nedopustno. In recimo v teh letih je premogovna država Poljska, ko v prehodu v nizkoogljično družbo ogromno so naredili na soncu, vetru, oni imajo sklenjeno pogodbe za
3 nuklearne z Westinghousom, z Američani, za 3 z Južnimi Korejci. In po Evropi, Francozi 6 novih elektrarn, Nizozemska iz 2 povečujejo na 4, potem Belgija, Češka, Romunija, Bolgarija. Ne vem, zakaj bi potem mi ne bili tisti. Kar se tiče teh investitorjev, to so ljudje, ki so investirali tudi v hidroelektrarne in v obnovo jedrske elektrarne. Niso to isti ljudje, kot so gradili TEŠ, in ekipi gospoda Rožmana, danes že upokojenega, kar verjamem, in doslej so zelo dobro se izkazali v tem delu. Kar se stabilnosti tiče in pa vira. Uran, ki ga rabimo za 18 mesecev, je pripeljan z 2 kamionoma. Uran je disperziran in nahajališča urana so v številnih stabilnih državah, kot je Kanada, kot je Avstralija, kot je Kazahstan, kot je Kongo. In na tem trgu enostavno ni tako kot plin, ki je odvisen, ali ga danes imaš, ali ga nimaš in ti nekdo preventil. Kar se pa cene tiče, pozabljamo to, da smo imeli občani poceni elektriko, tudi v času najvišjih cen, zato ker je to bila elektrarna v državni lasti in ker so se dogovorili, da bomo imeli občani to ceno, ki je sprejemljiva in je ostala nespremenjena. Tudi ko bo, zato govorimo o 10-letnih vlaganjih, obresti na začetku dvignijo cene tega projekta, zato so potrebne državne garancije, da je obrestna mera čim nižja, in po drugi strani, ko bo 15-20 let, ko je nuklearka zamortizirana, je lastna cena energije danes okoli 40 evrov. In v celotnem sistemu od teh 100 in še nekaj mogoče na začetku ali pa izpod 100 evrov bo zagotovo v naslednjih desetletjih, ko se amortizacija bo tudi bo drugače. In mimo grede v ta jedrska elektrarna in pa hidroelektrarne, ki so bile v veliki meri zgrajene z denarjem, ki je bil akumuliran iz jedrske energije, imajo tudi svojo lastno proizvodno in s to pomočjo moramo na dolgi rok zgraditi trden, stabilni energetski sistem. Odkimavate, Materl? Glejte, eno je, mogoče da odgovorim najprej, v bistvu, ko se pogovarjamo o nerazumnem zelenem prehodu. Ne? In kriviti, zeleni prehod predstavljati kot nekaj, kar je ogrožajočega za planet. Ne? Glejte, to je tako, kot bi podnebne spremembe zanikal. Dejstvo je, jaz sem v svojem otroštvu se peljal s sankami v šolo. Smučal sem se vsako zimo na lastni kmetiji. Moji otroci na 1500 ali više. Ni več ledenikov, vsako leto doživljamo večje katastrofe. V 10 letih smo doživeli katastrofalne poplave, katastrofalne suše, toče, žledolome, vetrolome in vsak let hujše. In tako se tudi po svetu dogaja. In če mi do to ne bomo odreagirali in če bomo počasi odreagirali, je to tako, kot bi rekli, hiša nam gori, ampak mi imamo čas. Vete, počas dajmo gasiti. In nimamo časa, mi moramo odreagirati. Kar se tiče jedrske energije in urana. Glejte, ko eden investitor naredi jedrsko elektrarno, če se poročiš, se lahko tudi ločiš. Ampak če pa narediš z nekom jedrsko elektrarno, če ti je nekdo naredi, ločitve več ni. Ti si doživljenjsko vezan na isto osebo, isti servis, bom rekel, z tem istim dobaviteljem boš potem do konca obratovanja tovarne nekako vezan. No, pa pogledamo replike. Najprej kar izvolite. V Novi Sloveniji nikakor ne zanikamo, da je treba prepoznati te nujnosti prehajanja na bolj obnovljive vire energije, vendar pa smo vedno zagovarjali razumen zeleni prehod. Torej, to ne pomeni, da smo zanikovalci, ampak se pa ne strinjamo s tem, da se ugasne evropska industrija, da se potrošnikom naložijo drakonske položnice za plačevanje ukrepov, kajti želimo ohraniti evropski način življenja. In kot vemo, je evropsko gospodarstvo tisto, ki pelje naprej naš standard in moramo mu dati tisti čas, da se prilagodi. Hkrati bi opozorila tudi na to, da je treba pomagati ljudem, gospodinjstvom. Evropska komisija je že sprostila nekaj denarja za ukrepe pomoči prebivalstvu in tukaj ne smemo pozabiti na ljudi, kajti oni so tisti, ki bodo na koncu plačevali za te ukrepe. A pa se vam zdi, 16 milijonov nastane, se mi zdi, da na minuto podnebne spremembe na svetu, pa se vam zdi, da
da je položnica za elektriko v Sloveniji res tako draga, ker se mi zdi, da je naročnina na mobilni telefon v resnici višja? Poglejte, Evropska unija v primerjavi z ostalimi deli sveta proizvede okoli 7% emisij. Torej, tudi če vse ugasnemo, nismo naredili več kakor to. Ravno zato v Novi Sloveniji zagotavljamo celostni pristop in ne povezljanega hitenja v neke ukrepe, ki so bili sprejeti pod političnim pritiskom. Še replika na poroko. Na poroko. Na Češkem in na Finskem so nuklearne, ki so bili narejene strani Američanov, gorivo in danes dobavljajo evropski dobavitelji. In je to možno in ta poroka se je tudi v tem primeru prekinila s tem, ko so nastale drugačne okoliščine, tako da tudi več izdelovalcev goriva je. Kar se tiče zelenega prehoda, je absolutno sem eden tistih, ki tudi zelo to zagovarjam, vendar kot je kolegica dejala, bodimo realistični in pa imejmo realistične rešitve. Zato govorimo o jedrski elektrarni, ki bo recimo na malem prostoru proizvedla veliko brezoglične energije. Ne pristajam na to, da kot je bila sem glasoval proti obveznemu električnemu avtomobilu. Pustimo tehnologijam, naj določijo, kaj bo v danem letu aktualno. Kar se tiče pa teh globalnih razmer, kot je bilo rečeno, proti 7% gre Evropa, za 24% smo že zmanjšali izpuste v 2090, svet jih je povečal v tem času za 35%. Kitajska ima danes večje izpuste po človeku, kot imamo Evropejci, in mi delamo take neumnosti, ne vem, zapremo zaradi drage električne energije tovarna aluminija Talum v Kidričem in uvažamo aluminij, ki ima 3-krat več vgrajenega ogljika oziroma 3-krat dražji izpust. Več je pri proizvodnji aluminija na Kitajskem in drugod. Tako da v tem delu in vojna v Ukrajini je tudi v tem delu marsikaj postavila na glavo in tu mora Evropa in je začela zdaj govoriti tudi o tej strateški suverenosti, proizvodni surovin doma in se je pokazalo, da to, kar je bila globalizacija, ko se je deindustrializirala Evropa, da je to pogrom za Evropo. In v tem delu je potem logično, da rabiš tudi energijo in pa učinkovito rabo energije. In Evropa gre tu po pravi poti in to vsi zagovarjamo. Aleksandar Vasiljevič, vi imate 2 europoslanca v tem sklopu parlamenta. Pravzaprav je SD, SLS, Nova Slovenija, SDS, so vse stranke, ki so v tej koaliciji, kjer so se zavezali k temu zelenemu prehodu. Pa se morda res zdi, da smo vsi rekli, to je super, ni bilo pa dovolj izračunov, predvsem pa sam, kot lahko rečem še mlad človek, pogrešam, da ob vseh milijardah, ki jih namenjamo zelenemu prehodu, Evropska komisija ali pa parlament ali pa kdorkoli ni namenil nekaj milijonov, da bi nas prepričali, da je to dobro. Ali se vam zdi, da gremo v ta res zeleni prehod brez izračunov, na škodo, kot pravi kolegica iz Nove Slovenije, srednjega sloja prebivalstva, ali kako je zdaj s tem? Govorimo pa res o milijardnih investicijah v praktično vsako poro gospodarstva, družbe za vse evropske države. Jaz sem zelo vesela tega vprašanja in ravno zaradi tega sem se tudi oglasila, da nekaj povem na temo zelenega prehoda. Ne nazadnje, in spet bom ponovila, prihajam iz Šaleške doline, kjer nas direktno zeleni prehod, bom rekla, se dotakne. Vemo, da je 1/3 slovenske energije odvisna ali pa je zagotovljena strani Teša. Vemo tudi, da je Šaleška dolina dala kar plačala visok davek za to, da danes imamo luči, da so kamere prižgane, da so mikrofoni delujoči. Skratka, zelo boleča tema je to za eno Velenjčanko, za eno žensko, ki prihaja iz Šaleške doline. Zakaj? Zlasti takrat, ko gledamo druge evropske države, kako so poskrbele za svoje premogovne regije, tako kot je že kolega omenil Poljsko, pa ne nazadnje tudi Nemčija, ki je iz lastnega proračuna namenila, iz državnega proračuna namenila kar nekaj finančnih sredstev za to, da se premogovne regije prestrukturirajo. In če kdo, potem Šaleška dolina in Velenje, ve, kaj pomeni ta zeleni prehod. In ja, bilo je prepozno smo se začeli pogovarjati o zelenem prehodu in ko govorimo o zelenem prehodu, je tisto, kar pa najbolj boli,
je to, da v tem območnem načrtu prestrukturiranja premogovne regije ni zapisanega ključnega in četrtega vidika, in to je socialni vidik. In to ste tudi vi omenjali. Načelno se tukaj strinjamo. Treba je poskrbeti za ljudi, ker vemo, da obnovljivi viri energije morajo biti tudi dostopni za končnega uporabnika. Ne samo zato, da zagotavljamo konkurenčno gospodarstvo, ampak mora biti na koncu koncev pomembno, kako bo človek to lahko plačal. In verjamem, da pa sem, bom rekla spet, vezana na premogovnik, ker prihajam iz knapovske družine, da rečem, najedla sem se črnega kruha in me zelo boli to, kaj bo z našimi zaposlenimi, kaj bo z našimi rudarji. Nenazadnje 5000 delovnih mest je vezanih na premogovnik ali pa v povezavi s premogovnikom. Tisto, kar pa je ključnega pomena, je ta socialni vidik, kadar govorimo o zelenem prehodu. Ne samo o ekonomskem, gospodarskem in ostalem vidiku, ampak tudi, kaj se dogaja z socialnim vidikom in kako bo to vplivalo na 5000, bom rekla zdaj za našo regijo, 5000 družin, 5000 rudarjev in širše gledano, kaj se bo zgodilo z celotno Slovenijo in nenazadnje z Evropo. Kaj bo to pomenilo za končnega uporabnika? Mislim, da je teden ali pa dva nazaj ministrstvo za regionalni razvoj pa tako namenilo 56 milijonov evrov pravno za te rudarske regije, ampak da pa tukaj dodam še, mislim pa, da nas na leto izguba Teša, pa ko kupujemo in plačujemo bone, stane precej več, kot smo pa pripravljeni nameniti za rudarje. Izvolite. Če kdo ve, kako je iz premogovne regije, morate vprašati za Zavčane. Jaz sem bil v rudniku, sem rudarski tehnik, sam sem si ustvaril svoje delovno mesto, še za sina in še jih odpiramo. Takrat so nam namenili zapiranje rudnikov in pa umazano sežigalniško dolino. V 2 tovarnah ne bi sežigali odpadke in še naprej bi se šli težko industrijo. Tudi takrat smo zbrali pogum in se Zasavčani temu uprli. In danes sem bil na podelitvi inovatorjev Zasavčanov in ne morete verjeti, kako danes Zasavje drugače diha. Imamo startup podjetja, imamo visokotehnološka podjetja, ki prihajajo v Zasavje, ustvarjajo delovna mesta, kvaliteta življenja je neprimerno boljša in imamo pametne tovarne in mlade, ki ostanejo. In to je v bistvu ta zeleni prehod, smo mi že naredili, vas še čaka in je težko. Drugo, mi moramo najti rešitev za energetiko v Evropi in v povezovanju Evrope. Če bo vsaka evropska država zase igrala in iskala rešitev zase, potem pa v težkih situacijah sosedi drago prodajala viške, potem mi kot Evropa nikoli ne bomo konkurenčni. Ne Kitajcem, ne Američanom, ne Rusom, ne komerkoli. Mi moramo ustvariti energetski trg Evrope. In tu imamo jedrske elektrarne, ki delajo in še dolgo bojo delale. In ne rabimo mi delati svoje. Drugo, kar je, imamo raznolične vire obnovljive, eni imajo veliko geotermalne, drugi veliko vetra, naslednji veliko hidroenergije. Sonca na eni strani, vetra na drugi. In če to povežemo v en sistem, ki bo fair in bo dogovor znotraj evropskih držav, potem bo ta sistem deloval. Tudi špice lahko z hranjenjem energije, tudi z recimo z hidroenergijo, jih delno lahko pokrivamo z vetrno energijo in z biomaso. Znači, te zadeve so rešljive, če bo Evropa med seboj sodelovala in mora sodelovati, ker sicer ne bomo nikoli konkurenčni. Samo, če dodam, zakaj je v eni točki tako jasno, bom rekel, odgovor, ki sem ga že nekajkrat slišal, da recimo jedrska energija je za velike proračune, je za bogate države. Majhnim državam in majhnim proračunom, kot je Slovenija, pa predstavlja izjemno veliko tveganje. In če povem v primeru, če se nekdo hoče ukvarjati s konjskimi dirkami, mora imeti debelo denarnico. Hlev poln dobrih konjev, dobrih trenerjev, zelo veliko stane. In če nimaš velike denarnice, se tega ne jed. Če pa se to vseeno greš, pa veliko staviš na enega konja in če se ti ta konj poškoduje, če imaš tu težavo, potem boš imel prazno denarnico. In mi se igramo z stvarjo, ki je za slovenski proračun zelo, zelo problematična.
In tega nam ni treba, če najprej naredimo vse na obnovljivih virih in hkrati povežemo energetiko Evrope. Ja, nekaj replik se je nabralo. Mogoče najprej glede tega socialnega vidika, ko smo bili na Ministrstvu za delo, kjer sem vodila kabinet ministra, smo pravzaprav začeli oblikovati ta sklad za pravičen prehod premogovnih regij. In takrat smo razmišljali o tem, seveda, kako pomagati ljudem in kako zagnati neke druge industrije. Upam, da je naslednja vlada, ki je prišla za nami, to nadaljevala. Je pa to tudi en način, kako razporediti evropska sredstva, ker Evropska unija namenja res kar 86 milijard za te ukrepe, to vrstne. A ne? Potem pa je seveda na državi, kako ta denar razporedi. In mogoče en dober primer, pa mislim, da niso bila vključena državna sredstva, je tudi prestrukturiranje rudnika Mežica, ki je primer razvoja turizma in en lep primer v Koroški regiji, odkudar tudi sama prihajam. Kar pa se tiče shranjevanja in te energetske unije, kjer bi države skrbele ena za drugo, veste, najprej je treba poskrbeti za neko samozadostnost naše države. Mi ne smemo in ne moremo računati, da nas bodo drugi reševali iz dobre volje. Mi vidimo, da tudi zdaj recimo Nemčija, ki se je odpovedala jedrski termoenergiji, uvaža velik del energije, ki pa je recimo iz Poljske, kjer še vedno imajo termoelektrarne. Bi pa spomnila na primer Francije, ki ima jedrsko energijo v nasprotju recimo z Nemčijo, ki je nima več, in ima Francija okrog 8-krat manj teh izpustov. Tako da tukaj resnično vidimo, da je potreba po preudarnem nekem razumnem pristopu in imamo že nekaj dobrih praks tudi v Sloveniji, predvsem pa je treba imeti neko vizijo, kaj želimo. In če imamo to smer, ki jo zagovarja tudi Nova Slovenija, da z nekim postopnim prehajanjem pridemo do tega net zero 2050, potem mislim, da lahko v to strategijo vključimo tudi ukrepe, ki bodo vzdržni. Gospod Bogovič, dobro izhodišče je dal gospod Macerl. Evropska unija, imamo prost pretok trg delavcev, pa potem skupno valuto. Dobro, z mejami imamo zdaj težave zaradi očitnih težav z migracijami, pa vendarle, kako to, da nismo dlje prišli, ko vidimo, kako pomembna je energetika in kako vpliva na evropsko gospodarstvo, da bi res si države bolje pomagale, da bi, ko imajo presežke na severu, le te poslali na jug in ko jih imamo na jugu, bi te poslali na sever. Ta neka energetska unija je zgolj še vedno črka na papirju ali pa ideja? Ni samo črka na papirju, vse zadnja leta dosti dela na tem, recimo dosti se financira v povezave meddržavne. Se pravi, najmanj 10% tvojih kapacitet, ki jih imaš znotraj države, ne bi imel povezave s sosedami, tako smo recimo Slovenci Slovenija zelo dobro vpeta in trguje tudi uspešno za Italijo, Avstrijo, Madžarsko, tudi z Balkana prihaja veliko energije, žal tista pride precej premogovna v naš del, tako da na tem se dela, kot sem že omenil, je tudi vseh teh dokumentov, REPowerEU, potem tudi o zadnjem trgu z električno energijo, je ogromno poudarka na tem, da se dvignejo tako obnovljivi viri energije, da se dvigne povezava med državami, tudi jedrska energija je dobila zdaj domicil v teh dokumentih in da se na takšen način zgradi ta energetski sistem stabilen. Govorimo zdaj o električni energiji, kot sem že dejal, pričakuje se porast porabe zaradi elektromobilnosti, zaradi ogrevanja na toplotne črpalke. Tudi nekateri objekti, tako jedrski kot ostali, se starajo, tudi Francija rabi nove objekte, zato se gradijo novi objekti in po izračunu, ki je tudi v mojem poročilu o jedrski energiji in malih modularnih reaktorjih, ki so neka nova priložnost, je potrebe po približno 100 gigavatov moči, se pravi tam odvisno od velikosti, tam 60-70 novih jedrskih elektrarn v Evropi do leta 2050. Tu bo tudi nadomeščanje predvsem premogovne in pa del tistih, ki bodo takrat že šle iz
obtoka oziroma bodo zaključili življenjsko dobo. Tako da dela se na energetski uniji, to je tudi zagotovo cilj za naprej in da se ta zadeva stabilizira. Je pa tako, kot je kolegica dejala, danes imamo lepe primere, recimo Skandinavija ima zeleno energijo, nekaj malega še samo plina, bolj v rezervi, sicer jedrska, veter, tudi biomasa kot močen vir in ker imajo to zeleno energijo po konkurenčnih cenah, je pri njih recimo industrija od proizvodne zelenega jekla, pločevine za avtomobile, v papirni industriji njihova prednost danes. Podobno je tudi Francija. Francija zagotavlja zaradi jedrskih elektrarn ceno 65 evrov po megavatu za njihovo industrijo in zato je njihova industrija še tudi konkurenčna. Dodal bi še samo to, kar se tiče tega socialne note, ta Just Transition Fund, ki ga potem ministrstva spravijo v življenje. To je evropski projekt, kjer tako Zasavje kot Velenje iz tega imata priložnost. Spremljam tudi vaše dobre projekte, kot je nova tovarna baterij z sodelovanje z Kemijskim inštitutom, tako da to so prave rešitve. Mesto akrobatov in kup teh stvari. Je pa pri tem ceni tega zelenega prehoda. Jaz sem sodeloval dosti z Nemci, Finci, ki so zelo jasno povedali, ko so naredili izračune za Nemčijo, Finsko, mogoče bo 10 do 15% javnih sredstev. Vsa skupaj, država, regije, Evropa. Vse ostalo bodo sredstva, ki bo moralo zagotoviti gospodarstvo in prebivalci. Zato tudi ta socialni sklad, ki že vnaprej predvideva, da bo treba ljudem pomagati. Jaz mislim, da bi to morali dajati dosti večje subvencije tistim z nižjimi prihodki, kajti neka obnova hiše, energetska obnova, ki je bila v neki direktivi celo je obveza in celo kaznovali bi ljudi, zato je ta razumen prehod potreben, vendar to je 100 000 evrov. In enostavno se je ugotovilo, da ni ne materialov, ki bi to naredili, ne da bi ni dovolj delavcev, niti dovolj denarja nimajo ljudje. In tu je bil tisti pomislek in poziv k temu razumnemu prehodu, ker enostavno, ko smo zahtevali presojo vplivov, kako bo številke skupaj držijo, je gospod Timmermans, ki je bil glavni protagonist, komisar iz Nizozemske, se izgovarjal, nimamo časa, da bi naredili te zadeve. Ni res. In zdaj praksa dokazuje, jaz sem trdno prepričan, da bo tudi zdaj absolutno šlo se v tej smeri, vendar za veliko več preudarka izračunov in da bo se naredil tisto, kar z določenim obsegom sredstev, ki se na razpolago, da največje učinke. In zdaj se je pokazalo, da to, da bomo imeli v Evropi 5 do 6 krat več tako sonca kot vetra, enostavno ne bo zdržno. In da to so tiste problemi potem omrežja in da treba pogledati vse stroške, ki vplivajo, ki jih energetika vpliva. Je pa prav, da o energetiki toliko govorimo, kajti vse, kar je povezano z energijo, je 70% izpustov in cel zeleni prehod, zmanjševanje izpustov je povezano z energijo. Ja, mogoče še o tem prepovedi produkcije novih motorjev na notranje izgorevanje po 2035. Če se pogovarjate z ljudmi iz industrije, vam bodo povedali, da to ni izvedljivo. Eno je zaradi tega, ker prvič ne moreš prisiliti ljudi, kako naj se obnašajo. No, mogoče bi jih gospod rad ali pa bi to zagovarjal. Po drugi strani pa tudi omrežje ni pripravljeno in ne moremo zagotavljati toliko polnilnic in toliko sploh takšnega voznega parka. Tako da tukaj potem vidimo, da ko pride do realizacije nekih predlogov, ki so že sprejeti, je resnično šlo preveč v smeri nekega idealizma in manj realizma. No, sam sicer vedno rečem, do 2035 je za omrežje še dovolj časa, če ga je za marsikaj, ampak odgovor na ta, je prav, da se pogovarjamo pa zdaj tudi o prometu, ker ste dobro rekli, najprej industrija, pa seveda pridobivanje elektrike, potem je pa že promet tisti največji onesnaževalec. Ja. Res replika, ker sem se ravno ob pripravi na te debate pogovarjala z strokovnjaki iz sektorja produkcije v energetiki in ocena je, da to ni izvedljivo. Dobro. Ja, vidite, jaz mislim, da kar se tiče transporta, tukaj moramo iti v železnice. Železnice so tiste, ki so v zadnji ostale v Sloveniji in nudijo izjemno možnost, javni prevoz. Tako da tu je ogromno časa zamujenega. In če gledamo države okrog nas, kako je v sosednjih državah napredoval železniški sistem pa promet
in kje smo ostali, tukaj nas čaka ogromna naloga. A pa mislite, da bomo to ujeli? Mislim, gledajte, če ne bomo šli na to pot, potem prav gotovo ne bomo. Čim hitreje moramo in čim bolj aktivno. To je eno. Drugo je, ta zeleni prehod mora biti pravica, v bistvu obnovljivi viri mora biti pravica vsakega državljana. Sonce pač sije za vse in veter in piha za vse in ne samo za bogate. In država bi z obnovljivimi viri pomeni tudi demokratizacijo elektrosistema. Nižje položnice. Prav gotovo nižje položnice. Vsak mora imeti pravico, da ustvarja svojo električno energijo, da jo lahko izkoristi, da lahko potem tudi tisti revni, ki so najbolj podvrženi tej energetski krizi, tudi za te mora država poskrbeti. In jim omogočiti, da preko skupnostnih elektrarn in takih zadev pridejo do teh možnosti, da se obnovljivi vire izkoriščajo. Vsi. In ta zeleni prehod mora biti narejen socialno pravičen. In prehod na obnovljive vire mora biti socialno pravičen in je veliko večja možnost, da bo na položnicah se poznalo kot nižje položnice. A pa se vam zdi, da to, kar se zdaj gremo v Evropski uniji, da je ta direktiva 250, 230, 35, kar se avtomobilov tiče, je to prava pot? Ali gremo v pravi poti ali samo govorimo o tem, pa ni tako, kot zdaj vi pravite, da bi moralo biti? Jaz osebno mislim, da ne bo šlo tako hitro, kot se kaže, mislim, kot so ambicije. Ampak, če nimaš načrta, potem verjetno je težko sploh doseči karkoli. V vsakem primeru pa moramo fosilna goriva opustiti. Druge rešitve ni. Fosilna goriva moramo opustiti, ker predstavljajo problem na tem planetu in resno ogrožajo življenje ljudi. In če ne bomo odreagirali, bomo imeli še večje težave. In ne odreagirati je veliko večja škoda, kot vlagati v odziv na to. Zato mi moramo vlagati v te stvari. In drugo, kar bi rad poudaril, če se pa pogovarjamo ko je bilo danes kar nekaj rečenega o jedrski energiji, recimo Francije, Amerike. Vsa jedrska industrija v Franciji in v Ameriki je v izrednih težavah finančnih in v milijardnih izgubah. Ampak vseeno je moč teh, sploh francoske, tako velika, da ima ta lobby takšno moč, da na koncu pravzaprav ogroža demokracijo Francije. Kdor se tam odloči, koga bo podprl in na kak način ga bo podprl, in za demokracijo je nevarno prevelika koncentracija energetike v rokah posameznikov. In ta sistem je treba pač narediti tako, da bo bolj demokratičen in bolj razdrobljen. Kratki repliki, potem pa vprašanje za vas. Ja, glede hranjenja energije, še nismo rekli, tudi tu kapacitete enostavno niso razvite še in ravno v mojih pogovorih z strokovnjaki, ki delajo prav na področju hranjenja energije, torej razvoj hranilnikov, je ocena, da teh kapacitet enostavno ni. Ravno danes so 3 slovenski milijonarji podpisali pogodbo Engen za Nemci in verjamejo, da pa to vendarle je prihodnost. Tako kot smo nekoč verjeli, da se z električnimi avtomobili ne bomo vozili, pa se. Ne, gotovo je prihodnost, ampak ne pa še danes. In tukaj jaz bi replicirala, ne gre za to, da mi govorimo v Novi Sloveniji, da to ni možno, ampak ni pa možno jutri. In govoriti in strašiti ljudi s tem, da čez dobrih 10 let ne bodo več mogli kupiti novega avtomobila z motorjem na notranje izgorevanje, je pravzaprav strašenje. In tukaj zagovarjamo bolj razumen zeleni prehod. Pa še glede demokracije, v Franciji mislim, da so še vedno ljudje odšli na volitve in izbrali določene opcije, enako kot bodo storili tudi pri nas. In mogoče je manj demokratično metanje špagetov na določene umetniška dela ali pa prikleniti se na letalo na stezi, kot pa to, da tukaj argumentiramo in potem državljanom pač predstavimo vse možnosti. Kratka replika. Glede, kar se tiče električnih avtomobilov, zelo zanimiva je izjava gospoda Rimca. Guruje na področju električnih avtomobilov, ki je povedal enostavno, vsi so prisiljevali ljudi v električne avtomobile, zato jih več ne marajo.
In je prodal samo 50 od planiranih 150 teh superhitrih njegovih avtomobilov. Ameriška IRA, po kateri tudi Evropa zgleduje, je absolutno tehnološko neutralna. Daje, ne vem, $25 zmanjšati davek za tiste, ki obnovijo obstoječe jedrske elektrarne za podaljšanje, pa vse do malih modularnih reaktorjev. Kar se tiče pravičnega prehoda in to, veste, da ne bo nesporazume, sam imam doma na strehi sončno elektrarno, celo tašče sem mi pomagal zgraditi. To ima določeno ceno. Ujeli smo tudi ta net metering, se pravi, da mi proizvajamo elektro preko celega leta in na koncu leta vidimo, ali smo več proizvajali, ali pa če smo po leti proizvajali, ali lahko po zimi koristimo, kar je nefer do tistih, ki tega ne bodo mogli. Danes prihaja pritisk na omrežnino ravno zaradi tega. In v tem pošteni zgodbi, jaz bi tudi za te milijonarje, ki so na zelo zanimiv način tudi do denarja prišli, tudi oni bodo tisti, ki bodo profitirali. In jaz se bojim, da je tako, kot je dan zastavljen, tako kot je politika tudi v naši državi, bodo profitirali tisti, ki bodo imeli veliko denarja, plačevali pa tisti, ki imajo malo. In mislim, da bomo tu narediti določene spremembe. Kar se tiče pa Francije, EDF je državna firma. Zakaj so v težkih položaju? Predvsem zaradi tega, ker so enostavno v teh letih, kar se tiče samih teh firm, ki izdelujejo jedrske elektrarne, vzdrževali kondicijo tovarn oziroma ohranjali pri življenju v času, ko je bila v bistvu nemogoča gradnja novih jedrskih elektrarn. Danes se veliko dela na tem, tudi sam sem v tem poročilu smo zapisali prav to zavezništvo SMR za male modularne reaktorje. Tudi številna slovenska podjetja se povezujejo zdaj v verigo oskrbovalcev iz cele Evrope, ki bodo lahko zagotovili tako podaljšanje življenjske dobe, izgradnjo novih, kakor tudi gradnjo malih modularnih reaktorjev. Tako da jaz pričakujem na tej stvari zelo veliko priložnosti tudi za naše gospodarstvo. In pri jedrski energiji z izjemo Velike Britanije, kjer gradijo Francozi in Kitajci in francoske banke kasirajo v bistvu zelo veliko denarja, ki jih zalagajo. Angleži bodo to plačevali, vendar so se to odločili, spreminjajo zdaj model na drugi jedrski elektrarni. Tako da jaz pričakujem in sem trdno prepričan, da bodo naslednja leta pokazala, da bo šlo v to smer in da bo to neka industrija, ki bo tudi v Evropi dobila svoje mesto in da bodo od tega imele koristi mnoge države, med njimi tudi mi kot jedrska država. Bodimo ponosni na to in tudi, če smo ena najmanjših, imamo pa eno najboljših jedrskih elektrarn in te ljudi, ki to vodijo, to je naš kapital. Ne toliko, koliko bomo denarja imeli. Ki jo je zgradila Jugoslavija. Slovenci smo jo zgradili. Ja, ampak v redu, v času Jugoslavije in zdaj zamortizirana daje zelo poceni energijo. Ne? Pa ves čas zelo varno dlho. Ampak še vedno nas čaka razgradnja, še vedno nas čakajo odpadki, še vedno nas čaka ogromno stroškov, ki jih v tej ceni zdaj ni ujetih. Ne? In tudi v ceni, ki jo ponujajo za novo, pač te zadeve niso notri. Gremo zdaj prevozu, transportu in prav je, da dobi tudi Aleksandra malce več besede. Eden izmed vaših ministrov, članov pač vaše vlade, zdaj vendarle parlamentarna vladna stranka, je šel z vlakom v Bruselj. To dajem, pa ne bom zdaj debatiral, ali ima čas minister ali ne, ampak je pa dobra poanta, da se 16 ur pelješ do Bruslja, je seveda smešno. Našel sem podatek, da ti v 4 urah prideš iz Šankaja pa do Pekinga s hitro železnico, ker Kitajci vendarle investirajo ogromno v svoje železnice. Pa morda še ta podatek, 15% delež električnih avtomobilov je zdaj že v Evropi in je rast res velika, no, ampak vendarle, pri prevozu vas moram vprašati, kaj bomo pa res storili tja do leta 2035, če bi bila vi, na primer, evropska poslanka, če boste izvoljeni, zakaj se boste pa potem tam zavzeli, kako bomo pa to uredili? Samo za medklic, ker zelo rada spremljam tole debato, ampak pod istim imenovalcem ali pa lahko rečem, da si enako razmišljamo ali pa podobno razmišljamo, zlasti, kadar govorimo o socialno pravičnem prehodu. In to nam je vsem enako, ne glede na to, katero politično stranko zastopamo ali pa katere politične barve branimo. Ne, nazadnje sem tudi med vrsticami ujela gospoda Bogoviča, ki je nekako naznanil,
da je potrebno tudi obdavčiti tiste, ki imajo tudi največ zaslužka, in to smo tudi kot Socialni demokrati pred enim dnem pozvali k podpisu te pobude. Naš poslanec se je odpeljal v Bruselj z vlakom, porabil je 16 ur, kar dejansko pokaže samo, kako zelo slabe vzdrževane železnice imamo, oziroma kako malo investicij je bilo vloženih v to, da se razveja ta sistem. Ne nazadnje tudi cena, če ste že primerjali, v cena kot letalske karte, tako je. Na Kitajskem mislim, da je 40 evrov. Tako, bistveno nižja cena, tudi nižji ogljik, nižji odtis. Vsekakor tukaj smo zamudili. Ampak ne bomo govorili o zamujenih priložnostih, mi moramo gledati priložnosti za napredek in pa razvoj. In trajnostna mobilnost je ena od naših zelenih agend, za katere se tudi mi zavzemamo in se bom tudi zavzemala kot evropska poslanka. Ne nazadnje, primer dobre prakse je Velenje, ne samo kadar govorimo o Just Transition Fundu, ampak tudi kadar govorimo o trajnostni mobilnosti. Ne nazadnje je to kar nekaj kilometrov kolesarskih poti, pa kje je še potem priložnost za avtobuse na vodik. Vodika vemo, se danes pa še nismo dotaknili, pa vendar bom rekla, je veliko še priložnosti za trajnostno mobilnost. Nekaj vložka seveda bo potrebnega, finančnega. Ne nazadnje, Šaleška dolina, spet jo moram poudariti, vlaga preko CO2 kuponov v podnebni sklad in moram poudariti, da se to niti enem evru ni povrnilo Šaleški dolini nazaj. Tako da bi lahko tudi finančnih sredstev nekaj namenili iz tega vira finančnih sredstev. Jaz sem 15 let delala v evropskih institucijah, v Evropski komisiji in Svetu Evropske unije, in že takrat me je čudilo, zakaj Slovenija bolj ne izkorišča teh sredstev, ki so na voljo v okviru TEN-T Networks. To so omrežja, ki financirajo infrastrukturne povezave po Evropi, in spet pred mesecem dni smo videli 10 prednostnih projektov, hitre železnice po vsej Evropi, niti ena ne gre čez Slovenijo. Tukaj je enostavno problem naše strategije, vizije in tudi glasu. Nismo se zavzeli za to, da bi bilo slovensko omrežje vključeno. Potem sem nekje celo prebrala, da je naša država ocenila, da je naše omrežje preveč zastarelo za te hitre vlake, vendar jaz, ko se vozim po avstrijski Koroški, pač vidim na primeru, kako se da povezati države med seboj, Madžarska, Avstrija in Italija, in vsa logistika iz Trsta bo šla pač po tej železnici, potem naprej, Slovenija pa bo čakala na boljše čase ali pa na naslednji vlak. No in to ne gre skupaj s tem, kar ste malo prej govorili, da je trajnostni prehod prehiter. Ne gre skupaj. Mislim, mi smo res ogromno zamudili in samo še več te politike, da se ne mudi, dajmo biti strpni, dajmo počasi, nas bo še bolj oddaljevalo od tistih, ki nas že danes krepko prehtevajo. Jaz sem kritizirala vladajočo politiko, nisem pa rekla, da moramo zbezljati v ta zeleni prepad. Delovati moramo celostno, predvsem pa moramo imeti vizijo, ki je pač Slovenija nima in je nima že zadnjih, ne vem, mogoče 15 let ali pa od osamosvojitve, kako želimo razvijati naše gospodarstvo, našo infrastrukturo, kar bo omogočilo največjo blaginjo za ljudi. Tukaj vključiti zeleni prehod, seveda sem že večkrat povedala, vendar pa jaz prihajam iz Koroške. Veste, mi čakamo na cesto že 40 let. Glede na to, kar govori gospod, ne bomo imeli še naslednjih 400 let. Nimamo tudi ne železnice, z avtobusom v Ljubljano se vozimo 3 ure. Torej ne morete Korošcem ali pa katerikoli drugi regiji govoriti, da tega ne bo, ker tudi oni imajo pravico do skladnega razvoja, do vseh priložnosti, ki jih ima osrednjeslovenska regija, in tukaj moramo pač pogledati na ljudi. Da ne govorimo o tem, da imajo podjetja na Ravnah na Koroškem eno izmed najdražjih ogrevanj, da je gospa tam v Velenju, kjer imajo gospodinjstva. Najdražje ogrevanje letos po zimi. In tukaj pač je treba pogledati na te ljudi in jim omogočiti, da bodo lahko živeli tako, da ne bodo trpele preveč njihove denarnice, njihove družine, da si bodo lahko privoščili nek način življenja, ki bo enakovreden temu, kar poznajo. Da ne bodo glede odpadkov jedrskih napačna dejstva. Iztrošeno jedrsko gorivo je skladiščeno v skladišču, ki ga je zgradila jedrska elektrarna, sredstev, ki so bile vključene v ceno energije za 60 do 100 let.
to iztrošeno jedrsko gorivo je na razpolago tudi možnost za gorivo za male modularne reaktorje. 5% energije se samo izkoristi iz enega ciklusa in imamo zaloge še kar za nekaj let. Naslednji teden, gospod Macerl, povabljeni v Krško, kjer bomo položili temelj kamen tudi za končno izgradnjo odlagališča nizko in srednjo radioaktivnih odpadkov. Gradili bi tudi hidroelektrarno, vendar okoljevarstveniki, kamor tudi vi sote v Sloveniji, odlično nasprotujete tudi vetrnim in še kakšnim elektrarnim, še čemu drugemu. Bil sem na Kitajski in sem potoval iz Pekinga v Šanghaj, kot se dejali, dobre 3-4 ure, 350 km na uro in Kitajci so v 3 letih zgradili 180.000 km hitrih železnic. In vprašajmo se, koliko časa mi, ki v Sloveniji umeščamo, koliko časa se odločamo, in to ni samo slovenski problem, tudi v Evropi je, s tem pa, da ga smo mi še malce še bolj zakomplicirali in dejansko se več nekega normalnega, resnega infrastrukturnega objekta v normalnem času ne da več umestiti. Tako da tu imamo tudi veliko in tudi za narediti in v številnih uredbah, direktivah, ki smo jih zdaj sprejeli, povsod je bil ta problem hitrejšega umeščanja in tega. Mi smo recimo samo hidroelektrarne na spodnji Savi smo uspeli umestiti in 4 so bile zgrajene v nekem normalnem času in recimo tam je tudi velika prednost teh hidroelektrarn je to, da smo se rešili tudi poplav mimogrede. Kar se pa mobilnosti tiče, jaz mislim, da pozabljamo najprej, ko govorimo o mobilnosti ali pa stanovanjske gradnji, decentralizacija Slovenije. Ni treba, da se 130-150 tisoč ljudi vsak dan pripelje v Ljubljano. In mi moramo v Sloveniji ali s pokrajinami in v bistvu decentralizacijo in dekoncentracijo delovnih mest tudi ublažiti pritisk na naše ceste, poleg vseh teh rešitev in se popolnoma strinjam z povezavo železniškim, izboljšati povezava modularnega javnega prometa in podobno, ampak ni rešitev to, da vemo samo koliko stanovanj je premalo v Ljubljani, rešitev je tudi v tem, da jih gradimo širom po Sloveniji in da zmanjšamo ta pritisk na našo glavno mesto. To pa je res, kar je izpostavil gospod Bogovič, eno vprašanje, ki bi ga pa tudi jaz postavil v Zeleni stranki Vesna. Ko govorimo o vetrnicah, kjerkoli jih narišemo, da bi bile, bog ne daj, da jih postavimo, ker mislim, da imamo še vedno samo 3, so ljudje proti. Ko govorimo o sončnih panelih, sem zadnjič poslušal nekoga, da je dejal, da se bo zdaj ta mikroklima spremenila in lovci se bojijo, da bodo zaslepljene živali. Ko pa že dobimo neko možnost, da se pogovarjamo o tej trajnostni energiji zeleni, smo pa Slovenci striktno proti, ker pri nas doma pa tega ne bo. Drži. Je problem umeščanja, ki pa nastane zaradi načina, na katerega investitor umešča. Najprej povem, seveda v Vesni smo za obnovljive vire, smo za veter, ampak da smo iskreni, vetrni potencial v Sloveniji ni ravno velik, je majhen. Ampak že imamo zračunano, kje, na katerih točkah bi lahko koristili in se ga splača. Da je že izmerjeno, da je ekonomsko upravičeno. In seveda ene od teh točk, kjer veter je, so v velikem konfliktu z ljudmi, z naravo in tam jih pač ne moremo dati. Druge pa imajo tega konflikta bistveno manj. In začeti bi mogli graditi tam, kjer tega konflikta z ljudmi, z okoljem in je škoda ni in je škoda čim manjša. Tam bi mogli začeti graditi prve. Če pa začnemo graditi prve tako, da prideš na Pohorje, nobenemu nič ne poveš in hočeš narediti tam polje vetrnih elektrarn, brez da skomuniciraš z ljudmi, brez da jih vključiš v to, da bojo vedeli, kaj se jim pripravlja, da se jim da en del te energije. Komunikacija popolnoma napačna in Pohorje z tem, bom rekel, poljem vetrnih elektrarn, 200-metrskimi visokimi stebri, pač ne bo nikoli več Pohorja, ni isto. In mi moramo dati na tehtnico in zato začeti graditi tam, kjer je tega konflikta najmanj. Če pa spustimo slona v trgovino s porcelanom, potem bomo imeli pa problem. In to bom kar preskočil. SD je del, spet to ponavljam, te vladne koalicije, ki je bila tudi polna teh
zelenih obljub, kar se tiče vetrnic in solarnih panelov in tako naprej. In tukaj se moram strinjati z gospodom Macerolom, ker smo tudi to zgodbo delali. Se je to res neverjetno. Ne? Zdaj smo brali, da so Slovenci investirali v to vetrno polje v Srbiji, ampak pri nas smo pa še vedno zgolj pri teh, 3 ali morda kakšna več, ki je zrastla. In to je res, namesto da ni neke splošne debate, da ne pokažemo nekega zemljevida, kje se bi to lahko gradilo, potem pridemo do tega, da ni nič narejeno in da tudi tisto, kar bi bilo zeleno, ne stoji. Se strinjam, da je potrebno voditi komunikacijo in kadar govorimo tudi o obnovljivih virih energije, lahko omenimo tudi solarizacijo ali pa postavitev električnih oziroma solarnih panelov, ne nazadnje tudi na Družmirsko jezero, torej v Šoštanju, kjer seveda je potreben pogovor z občankami in občani, na kakšen način se bo to izvedlo. Ne nazadnje tudi v zakonu v OVE je lepo zapisano, da bo seveda državni prostorski načrt, da ne bo povozil občinskih prostorskih načrtov. Kaj potem tega ne naredimo? Seveda je bila tudi zelo pomembna razprava znotraj naše poslanske skupine, ne nazadnje tudi naša poslanka prihaja iz tega območja, kjer so bili razjarjeni. Ne nazadnje je pomemben ta pogovor. Zakaj se tega ni naredilo? Mislim, da nisem pravi naslov, vendar pa po drugi strani imamo pa Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki pa je opravil svojo nalogo in se pogovarjal z ključnimi deležniki, kadar govorimo tudi ne nazadnje o stanovanjih in izdaji stanovanj preko Airbnb-a. Torej, imamo 2 primera komunikacije znotraj 2 vladnih strank in zakaj to ni bilo narejeno, težko da vam jaz dam pravi odgovor na to. Pravega odgovora ni, lahko pa rečem, da je pomemben širši družbeni diskurs, pogovor in pa seveda moramo pa tudi upoštevati to, da moramo iti skladno z razvojem naprej. Ne? Mi moramo razumeti to, da mi bomo potrebovali obnovljive vire energije v prihodnosti, pa sem jaz prva tista, ki bi morala reči ne, tež bo delu do konca zaradi premogovnika, ker imamo mi dovolj premoga, ampak dejstvo je, da imamo najvišji, da so to fosilna goriva, ki najbolj onesnažujejo okolje, ampak ko pa se pogovarjamo potem o solarnih panelih, pa o vetrnicah, potem pa vsakdo pa tega ne bi imeli na lastnem dvorišču. Ja. Evo, pa so spet pri tistem vprašanju, ki sem na začetku dejal, milijarde grejo v ta zeleni prehod, mi se pa ne znamo doma pogovoriti, kaj bi imeli. Lejte, jaz z prve roke govorim, ker sem že omenil umeščanje hidroelektrarn. To je zahteven poseg. Po Savju smo za vsako hidroelektrarno imeli posebej skupino, sestavljena iz ljudi, ki bivajo okoli, predsedniki krajevnih skupnosti, razložili, zakaj gre, povedali tudi, kaj se bo sporedno z gradnjo hidroelektrarne zgodilo. Prva stvar je bila protipoplavna zaščita, druga je bila infrastrukturna ureditev, namakanje Krškega polja in na takšen način smo skomunicirali. Odlagališče nizko-srednje radioaktivnih odpadkov, zelo zahteven projekt. 6 let sem delal na tem. Več kot 300 sestankov. Na koncu smo na zborih občanov dobili 86% podporo za umestitev. Če se komunicira, se da, zelo se strinjam s tem. Možnost, ki je tudi, da bi se vzpostavila te tako imenovane energetske zadruge in na tista okolja, kamor prihajajo energetiki, bi enostavno jih morali povabiti. To so v primeri v zunaj, ko je recimo, ne vem, dobijo energijo po polovični ceni, dobijo nek delež v tem projektu, ki je na njihovem polju, njihovem bližini in na ta način potem ljudje začutijo, da to del njihovega projekta. In tu mislim, da so tudi investitorji že na nek način zamočili in da se na napačen način lotevajo teh umestitev. Je pa res tudi to, recimo sem omenil hidroelektrarne, na spodnji Savi smo jih umestili, zdaj Mokrice so zaustavili, vključeni v ribiško, tisti, ki so za zaščito rib. Ne vem, koliko je meni znano tudi v Zasavju, kjer je po mojih podatkih še za 3 hidroelektrarne prostora in možnosti izkoristka jih tudi ne čakate ravno z odprtimi rokami, pa bi lahko tudi kakšno infrastrukturno povezavo zgodili. Tako da ta kompromis in ta pogovor je nujen in razum z ene in druge strani omogoči tudi umestitev projektov v prostor. Samo za te hidroelektrarne, da odgovorite pa potem. Ja, hidroelektrarne na Mogricah pač
imajo v rokah sodišča in tam so dokazali, da so vsi postopki tekli nepravilno in to je še eden od napačnih komunikacij, napačnih umeščanj investitorja, na koncu krivite okoljevarstvenike. Ne? Na sodišču se pač dokaže, da se bilo vse narobe narejeno, ampak na koncu finte na koncu so krivi. Vsebinsko ni nič narobe. O tem bi se lahko pogovarjali. Lahko. Na Srednji Savi so vsi soglasodajalci dali negativno mnenje. In se jih ne upošteva. Ponovno se trka na vrata njih in se pritiska na njih, da dajo pozitivno mnenje. In to so pritiski kapitala, dokler nekdo ne podpiše. In zadnja dovoljenja za Mokrice so pač podpisovali na način, da nobeden od strokovnjakov ni hotel podpisati, na koncu recimo podpiše direktor, ki je politično nastavljen. Takšne stvari se pač dogajajo. In mi se moramo pogovarjati. Dejstvo je, da z hidroelektrarno spremenimo reko. Ni več reka ista. Mi dobimo zaporedje mrtvih jezer, bolj kot ne. In zelo vplivamo na živelj. In srednji del Save je edini kanjon, ki je še živ in ki ima druge vrednosti, neverjetne. Od turizma in seveda, in tudi za Savčani imamo druge načrte z njim. Gradnja bi bila preko 100 milijonov ene in namen jih je narediti 10, kar pomeni, da bo Sava od izvira do konca, do seseklana. In vsi ti projekti se ne peljajo kot en celovit projekt, ampak tako kot kanal C0, enega po enega, na način rezanja salamce in tako pač vse skupne učinke nikoli ne bomo ocenili, nikoli ne bomo videli. In to so načini umeščanja kapitala teh energetskih objektov v prostor in zato padajo. Gospod Macerl, to, kar ste zdaj povedali, je živ dokaz, da ta teorija, da bi z vašo pomočjo zelenimi viri, obnovljivimi viri energije zagotovili energijo, bomo kmalu na petrolejkah. Kar se tiče pa Save, ko sem bil minister, je stroka, s katero sem se tudi sam strinjal, ocenjevala, da eventualno so še 3 hidroelektrarne možne gorvodno od Vrhovega. 10 jih hočejo imeti. Ne, 3 so bile takrat, tudi koncesijska pogodba je bila za Savske elektrarne za 3, zdaj bojo drugi odločali, nisem več v tej funkciji, ampak takrat je stroka to zagotovila. Poglejte pa spodnji tok reke Save. Mi smo imeli prej poplave, imeli smo probleme tudi z marsičim, ko je Krško polje vso svinerijo, ki je prišla po Savinji in po Savi v poplavah ostala na tem polju. Kar se tiče pa ribjega življa, pojdite danes vprašati Savinjsko dolino, kjer so poplave praktično odnesle ves ribji živelj. Na Savi je drugačen živelj, zagotovo se narava spreminja, vendar ko vprašaš tudi predsednika Ribiške zveze Slovenije, super je zadovoljen z tem, s količino rib in z načinom. In tudi z trajnostno ureditvijo teh brežin, od ribjih stez do vsega obrežja. Ni pa enako. Tudi mi dva smo malo drugačna, kot smo bila pred 20 letom in tudi narava se vedno spreminja. Gospa Erjavec. Pred dobrim mesecem smo v Radlah ob Dravi organizirali eno okroglo mizo na to temo, na temo energetske samooskrbe v Sloveniji in iz različnih virov, bom rekla govorcev, iz različnih strani je prišlo ravno to, kako dolgo in kako pravzaprav nemogoče poteka to umeščanje, ne? Kako se zavlačuje, kako se izkoriščajo vsi načini, kako mogoče so motivacije drugje, kot pa samo varstvo narave. Tako da Nova Slovenija je tista stranka, ki se zavzema za ohranjanje okolja, hkrati pa želimo zmanjšati birokratsko breme za četrtino. Glede komunikacije sedanje vlade, smo videli tudi zelo neposrečen poskus uvajanja novega energetskega zakona, kjer je prav Nova Slovenija tista, ki se je zavzela za tradicionalni način ogrevanja z drvmi v Sloveniji in uspela z zbiranjem podpisov. Hkrati pa lahko povem, da v nedavnih poplavah, ki so prizadele Koroško, sem imela zdaj prejšnji teden ali pred 14 dnevi priložnost na enem soočenju sodelovati tudi z ministrom Brežanom, ki
je resnično zdaj, ko ni več minister, lahko mogoče ene stvari pa povedal, ki jih takrat ni, in se vidi, da ne takrat, ne danes to obvladovanje ukrepov, samo reševanje problematike na infrastrukturnem področju pač ne teče tako, kot bi bilo treba, na koncu pa so žrtev ljudje in gospodarstvo. Želela sem samo povedati to, da vsaka sprememba zahteva svoj čas in da kolikor lahko govorimo, da smo kot družba pripravljeni na neke spremembe, vendarle te spremembe zelo težko sprejemamo v neki meri, ker se nas pa vseeno dotakne. In smo zelo občutljivi, kadar govorimo o domačem okolju ali pa o domačem pragu, pa naj gre za vetrnico, pa naj gre za cesto, kakorkoli že, vendar moramo res doseči en skupen dogovor, se med seboj pogovarjati, poslušati stroko in politika z roko v roki absolutno delovati skupaj z ljudmi. V tem trikotniku potem lahko dosežemo spremembe, ki so nujno potrebne, zato da bomo energetsko samooskrbni, vsaj v teh 53%, kolikor smo trenutno, in tudi takrat, kadar govorimo o zelenem pravičnem prehodu. To je, bom rekla, tisto, kar je ključnega pomena. Ja, čas ste omenili, naš se je danes iztekel, pa verjamem, da bi res lahko govorili še naslednjo uro, ampak ste pa vsi štirje dokazali, da veliko vemo, kaj moramo storiti, edino, kjer se pa ne strinjamo, je pa pot do tja, no, tam pa mislim, da imate politiki predvsem veliko dela, da nas navadne ljudi prepričati, da naj vendarle, ne vem, morda poslušamo bolj stroko, pa tudi video. Hvala lepa vsem štirim, da ste si vzeli čas, da ste nam pojasnili vaša stališča. Vam pa seveda hvala lepa, da ste bili z nami. Kot rečeno na začetku, energija, energetika, zeleni prehod, podnebne spremembe, vse to so izjemno pomembne teme, ki so del našega življenja, in ne glede na to, da je, kot smo slišali, 7% zgolj toplogrednih plinov ustvarjenih na naši stari celini, smo mi, pa če to hočemo ali pa nočemo, del celotnega sveta, in to, kar nas čaka, je zaenkrat bolj slabo. Zato stopimo skupaj, ko poslušamo strokovnjake in jih podprimo pri tem, kar vedo, pa ne pozabite svoj glas oddati seveda na evropskih volitvah 9. junija. Hvala, do naslednjič.